vi ste bili direktor državnega podjetja, ki je bil v državni lasti. Leta 21 je bil državni lasti. In vam je potekel mandat. Vse to je res. Torej, in vi ste osebno preprečil z vašega kabineta, da bi ga nadzorni svet potrdil. Čakajte, lejte. Vi ste bili direktor državnega podjetja, vam je potekel mandat in niste bili imenovani v nov mandat. Nadzorniki so tako odločili. Jaz nisem nobenega klical. Ne vi, iz vašega kabineta pa. Ampak zdaj ne bi o tema, ne. Vi ste v vašem mandatu. Vodstvo nacionalne radiotelevizije, ki ima 150 milijonov državnega denarja, porezali mandate sredi, ne, po enem letu. Zadeva še vedno na ustavnem sodišču. Niste počakali, da se jim izteče mandat. Torej, treba imeti tukaj enake vatle. Poleg tega, spoštovani gospod Golob, jaz nisem imel časa, da bi se ukvarjal z energetiko leta 2021. Ne, takrat, ko vam niso potrdili novega mandata, je Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije. Jaz sem bil predsednik Sveta Evropske unije takrat. Imel sem 1000 stvari poleg covida tukaj. 1000 stvari. Ko smo imeli tukaj vrh Evropske unije, Zahodni Balkan, je bilo 50 tujih delegacij, ne, so nam razbijali po Ljubljani, zaprli obvoznico, ogrožali tuje delegacije in potem ste nas vi obtoževali, da smo zaplinili Ljubljano. Pa ni bil noben protestnik poškodovan, policisti so bili poškodovani. Mene so pol kolege iz drugih držav sprašvali, če imamo sploh policijo. Ne. Tako da, kar se tiče tega, da sem se jaz sploh nisem vedel, kakva je lastniška struktura genija, pa to, ker se nisem imel časa s tem ukvarjati. Ne. So se pa v vašem kabinetu? Ne v našem kabinetu. V vašem imenu? Naš kabinet je bil polno zaposlen s covidom pa z Evropsko unijo. In Slovenska demokratska stranka tudi ni imela ministrstva, ne, v okviru katerega resorja je bila energetika. Vi veste, da so v vaši poslanski skupini, vaš vodja poslanske skupine, skupaj z generalnim sekretarjem vaše stranke, Dolanc pa Krivec, poklicali direktorja Elektra Ljubljane, Andreja Ribiča, in mu rekli, da ne odstopi, ker sicer ga bo odstopili. Ja, se spomnite tega? Ne spomnim se, z tega sem nekaj prav o tem rekla, kazala, gledajte, mi se... Tako je, ko se o preteklosti prepiramo, namesto da se pogovarjamo o prihodnosti. Gledajte, vi lahko govorite samo o prihodnosti, jaz vas čisto nič ne omejujem.